Poglejmo si še Pitagorov izrek v pravilni tristrani piramidi, ki je pravzaprav nekako najbolj zahteven za razumevanje. Preden se lotimo prav Pitagorovega izreka in pravokotnih trikotnikov, dajmo si pogledati še enkrat osnovno ploskev, ki je enakostranični trikotnik. V enakostraničnem trikotniku imamo namreč središče tega trikotnika. V tej točki S se namreč poravnajo, združijo vse točke, tako središče očrtane kot očrtane krožnice, ter tudi višinska točka in težišče trikotnika. Kar pa še posebej velja za to točko in višino enakostraničnega trikotnika je to, da točka deli višino v razmerju 1:2. Če torej pogledamo daljico SD ali DS, predstavlja 1/3 višine. Višina v enakostraničnem trikotniku pa vemo, da je a krat koren iz 3 polovic. Če torej zapišemo 1/3 od te višine, dobimo, da je ta razdalja od D do S a krat koren iz 3 šestin. Druga razdalja od S do A pa sta v bistvu 2/3 višine, torej če zapišemo 2/3, višino nadomestimo z a koren iz 3 polovic, dobimo pa, ko se ti dve dvojki pokrajšata, a krat koren iz 3/3. To bomo rabili naprej v pravokotnih trikotnikih, zdaj pa si poglejmo najprej najlažjega, kjer tega še ne bomo rabili. Torej, najlažji od teh pravokotnih trikotnikov je tisti, ki leži na enem od enakokrakih trikotnikov plašča in je tudi najlažji za zapis. Če pogledamo, tukaj imamo hipotenuzo, ki je stranski rob, kateto, ki je stranska višina in še ena kateta, ki je samo polovica osnovnega roba. Torej, lahko rečemo, S na kvadrat je stranska višina na kvadrat plus a polovic na kvadrat. No, zdaj tukaj je piramida malo drugače zasukana in vidimo zdaj že trikotnik, ki povezuje višino piramide, višino stranske ploskve ter razdaljo SD, o kateri smo prej govorili, da predstavlja 1/3 višine osnovne ploskve oziroma enakostraničnega trikotnika. In če to zdaj zapišemo v obrazcu, vidimo, višina 1 na kvadrat je hipotenuza, višina piramide je ena kateta, druga kateta pa je ta razdalja SD, kot rečeno 1/3 višine enakostraničnega trikotnika. Ko to poenostavimo, dobimo ta zapis. V i-učbenikih boste dobili to še poenostavljeno, torej še kvadrirano, pokrajšano in tako naprej. Zaradi samega razumevanja je meni ta zapis ljubši. Poglejmo si zdaj še tretji pravokotni trikotnik. Ta je pa tisti, ki ima za eno kateto 2/3 višine osnovne ploskve. Tudi tukaj, namesto te katete SA, zapišemo torej 2/3 od višine osnovne ploskve. Če zapišemo torej vse skupaj, hipotenuza stranski rob na kvadrat je višina piramide na kvadrat plus 2/3 višine enakostraničnega trikotnika. Ko to pokrajšamo, dobimo a krat koren iz 3/3 in zapišemo torej Pitagorov izrek. Torej, glavno, kar si morate tukaj zapomniti, je, da točka S deli višino enakostraničnega trikotnika v razmerju 1:2 in je potem vse dosti lažje.